Nadaljujemo zdaj s programom in na vrsti je prvi tematski sklop z naslovom Inovativnost in visoka dodana vrednost kot pogoj za ekonomski razvoj. Vodil ga bo profesor dr. Jadran Lenarčič, sodelujejo pa docent dr. Aleš Pustovrh, gospod Edvard König, Aleksander Pleskovič Kenda iz ZDA in Maja Žarkovič iz Švice. Besedo zdaj predajam dr. Lenarčiču. Hvala za to kratko predstavitev. Kot je bilo že rečeno, zdaj smo lahko manj formalni, najprej. Predvsem pa bi povedal to idejo te sekcije, sem dal res jaz enkrat na nekem našem sestanku. Gre pa za to, kar jaz mislim, kar je morda ena najbolj bolečih točk v slovenskem razvoju, kar se tiče saj ekonomije, ampak verjetno je to povezano potem tudi z vsemi drugimi družbenimi dejavnostmi. Temu se pač to, kar je Slovenijo boli že dolgo, že ves čas, je produktivnost. Produktivnost se meri z eno lahko torej izrazom dodana vrednost na zaposlenega, koliko pač nekdo ustvari nad tem, koliko je porabil. Nažalost, čeprav je prej minister se res uskočil, torej številke, ki jih jaz poznam, pred covidom je bila dodana vrednost v Sloveniji na zaposlenega 44.000 evrov. En moj dober prijatelj, izjemen gospodarstvenik, ki je ustvaril podjetje iz nič in danes po celem svetu prodaja, mi je nekoč rekel, če podjetje nima 75.000 evrov dodane vrednosti, potem stagnira. Pri nas je pa povprečna dodana vrednost takrat bi bila 44.000 evrov na zaposlenega. Avstrijci imajo približno 2,2-krat več. Zdaj, Avstrijci, zakaj imajo 2-krat več, bomo pol tudi malo slišali, govorili o tem, ampak kaj to pomeni, da en avstrijski delavec ima, če imamo mi 44.000, ima 100.000, ali pa nekaj več, to pomeni, da ima 60.000 evrov več na leto za vlaganje v razvoj, infrastrukturo, družbene dejavnosti in tako naprej. In tu mi pač preprosto zaostajamo. Produktivnost pri nas ne raste tako, kot morda celo na Češkem in tako naprej. In to je tista, zdaj, kje pa je zdaj ta boleča točka, zakaj je tako, bomo pač povedali, ampak nedavno sem imel eno krajšo razpravo z eno ekonomistko, ki je ravno tukaj predavala, o tem, češ, da imamo proizvodne procese v industriji pač zastarele. Veste kaj, jaz sem obiskoval vse mogoče firme, še kot direktor inštituta po Sloveniji, od zahoda do vzhoda. Veste, kakšne delovne procese imamo? Neverjetno robotizirane in avtomatizirane. Slovenija je tretja v Evropi po robotizaciji. Včeraj sem s Franjetom Bobincem govoril in sem rekel, včasih me vprašajo, koliko delovnih mest nam bodo roboti vzeli. Jaz sem rekel, Franjo, povej mi, koliko delovnih mest bi Gorenje izgubilo, če ne bi imelo robotizacije, je rekel, je vsa. Brez robotizacije Slovenija ne bi bilo na zemljevidu. In torej ni problem toliko v procesih, problem je v izdelkih, če mene vprašate. Imamo izdelke, ki jih mi pripeljemo na trg in se za njih ustvari na trgu potreba. Potreba, ne samo to, da ti nekomu nekaj delaš. Večina naših izdelkov, na žalost, je takih, kjer je marža 2 do 3%. Če je 3%, so že veseli. Če se jeklo podraži za 1%, imaš že težave. To pomeni, tu je problem. Mi moramo začeti delati izdelke, ki jih mi razvijamo, ki so novi in ki v končni fazi, če je mogoče, ustvarijo potrebo na trgu. Tu je, in zdaj, kaj nam umanjka? Umanjka nam. Mi govorimo, da imamo Slovenci veliko znanja. Ne povsod. Ne povsod. Zlasti od ideje do prototipa, od prototipa do izdelka, od izdelka do trga, kako osvojiti trg, kako obvladati trg in kako na novo in novo inovirati in prihajati z novimi. To je, tlele smo zelo šibki in lahko veliko govorimo, seveda bomo še tudi danes. Manjkajo nam pa predvsem tudi spodbujajoče okolja. Dobro poznam slovensko industrijo. Veste kaj, vsakega vprašam, koliko vi, pa ne samo pri nas, tudi v Avstriji delam za tehnološko agencijo že 12 let, podobno vprašanje.
koliko vlagate v nore ideje. Koliko možnosti imajo predvsem mladi, da pridejo z novo idejo, da jo preizkusijo, da na koncu vse vržejo v smeti, ali imajo možnost, da se motijo ali ne. In koliko vi vlagate sploh potencijala podjetja, denarja, kadrov, infrastrukture v to, da ljudje lahko razvijajo svoje nove ideje. To, kar je prej Igor, recimo, ni nujno, da je vse nora ideja, ampak govorimo o destruktivni ideji, ideja, ki je prebojna, no? Boljše iz slovenski izraz. Crazy idea v angleščini se razume kot nič slabega, ne? Pri nas morda malo slabo se razume. Skratka, to so te ideje, o čemer mislim, da bi danes morali govoriti, ampak še en stavek, preden bom dal besedo, je pa ta, ne. Tle ste v glavnem sami mladi, ne. Jaz se ne počutim, da nisem, ne, ampak dejstvo je, da mi tega ne bomo spremenili. Mi smo pripeljali to državo, dokler smo jo. Če hočemo imeti spremembe, jih morate narediti vi. Vi morate stvari prevzeti v roke, ne boste celo življenje študentje in neki mladi tam hodili na neke sestanke poslušati, primite stvari v svoje roke. Nimam več kaj dodati. No, tako da danes imamo 4 predavatelje in sicer imamo kot prvega govorca docenta dr. Aleša Pustovrha, ki ga bom zelo na kratko predstavil, potem bom pa še ostale. Gospod Pustovrh se ukvarja z startupi že dolgo časa, 10 let, med drugim je bil eden od ustanoviteljev ABC pospeševalnika v Ljubljani, kar je bila zelo znana organizacija. Trenutno je partner sklada tveganja kapitala Filoruš v Zagrebu. V teh okvirih je do sedaj sodeloval že pri več kot 200 investicijah v start-up podjetja. Tudi sam ima podjetniške izkušnje, ustanovil je več lastnih podjetij, je pa tudi končal doktorat in zdaj je docent na ekonomski fakulteti in še kaj več bo povedal sam. Kasneje bo govoril gospod Edvard König, pa kasneje Aleksandar Pleskovič-Kenda in na koncu še dr. Maja, doktorica. Sem videl, da tudi sama je napisala, da je doktor. Doktorica je profesorica, doktorica, ne, se reče v slovenščini, Maja Žarkovič. Tako da prosim prvega govorca. Hvala lepa za uvod in zelo zanimiv uvod. Na dva načina lahko izboljšamo dodano vrednost. Ena je, da obstoječa podjetja začnejo proizvajati izdelke z večjo dodano vrednostjo. To je tako, da bi tanker naučili, da začne hitro zavijati. Druga pa je, da ustvarjamo nova podjetja, da ustvarjamo jetskije, ki že znajo samo po sebi zavijati. Moja vloga je v tem drugem področju, kako narediti nova podjetja v Sloveniji za visoko dodano vrednostjo. V Sloveniji imamo podjetja z dodano vrednostjo 1 milijon evrov na prebivalstvo. In jaz se s takimi podjetji ukvarjam zdaj že 10 let, na ekonomski fakulteti učim tudi podjetništvo med drugim in v praksi pa bolj manj zadnje čase se ukvarjamo z investicijami v ta podjetja in imam dobro novico za vas vse. Sistem, tudi finančni sistem v Sloveniji nikoli do zdaj še ni bil toliko privlačen za nova podjetja kot danes. A to pomeni, da smo super, da smo najboljši, da smo Silicijeva dolina? Ne. Nismo, še zmeraj smo en del vzhodne Evrope, centralne Evrope, celo znotraj vzhodne Evrope nismo med najbolj razvitimi, ampak situacija se izboljšuje. Danes nova podjetja z inovacijami imajo več možnosti v Sloveniji, kakor kadarkoli prej, o tem bom majčkeno več govoril. Vsem bi rad razložil par osnov za začetek. Nova podjetja rabijo imeti kapital. Dostikrat berem, zakaj slovenske banke ne financirajo novih podjetij, zato ker banke ne razumejo novih podjetij, boljš, da ne dajo denarja, ker ga bojo izgubila. Mi, ko dajemo denar v nova podjetja, vemo, da vsaj 90% investicij, ki jih naredimo, ne bomo nikoli več od tega videli denarja nazaj. To je v redu. Bankam, če se to zgodi, bojo propadle. To smo videli leta 2008. Banke pridejo v zgodbo šele kasneje, takrat, ko bodo ta podjetja ratala že uspešna. V zgodnjih fazah razvoja so ta podjetja namreč preveč tvegana. Če imate vi idejo, podjetniško idejo, ne jeti na banko, banka vas ne razume in tudi boljš, da vam ne da denarja, kar pomeni, da iščete kapitalske investitorje. Iščete poslovne angele in v Sloveniji imamo poslovne angele. Jaz jih osebno poznam in vsaj 30, prepričan sem, da jih je 10-krat več, kot jih jaz poznam. Skladi tveganega kapitala. V Sloveniji do par let nazaj praktično ni bilo nobenega sklada tveganega kapitala. Za naslednjim letom bo v Sloveniji
kar precej skladov tveganega kapitala, samo v tej sobi sta dva danes, pa mogoče še kdo. Ne? Na koncu velike korporacije, velika podjetja se zavedajo težav, o katerih ste vi govorili. Velika podjetja danes tudi že investirajo v startupe, sicer jih ne razumejo, počasi jih malo delajo neumnosti, ampak 5 let, 10 let nazaj se to ni dogajalo. Ne? In na koncu se pogovarjamo šele o bankah, šele v fazi, ko je podjetje že zelo razvito veliko. Kljub temu danes banke dajo signale, da bi želeli delati tudi z vami, tudi z novimi podjetji. Verjetno bo kaj več o tem naslednji govorc lahko povedal. Ne? Takole zgleda razvit sistem, razvit startup ekosistem, tole je Singapur in vidimo, da po različnih fazah razvoja imamo zelo različne vlagatelje, investitore, zelo različne možnosti. Imam slabo in dobro novico za vas, Slovenija ne zgleda tako. Dobra novica je, dejansko vse faze razvoja podjetja in novih podjetniških idej imajo neke investitorje tudi v Sloveniji. Ni toliko razvit sistem, kot je v Singapurju, ampak v katerikoli fazi ste, danes lahko v Sloveniji dobite investitorje. Največ težav je v začetnih, najbolj zgodnih fazah, v tej fazah razvoja, kjer boste vi, ko boste svojo idejo prišli na trg. Zato, ker so te faze najbolj tvegane, zato, ker tukaj procent podjetij, ki bo propadel, ni 90, ampak je več kot 90. In zato tukaj slovenska podjetja preprosto nima, običajno te faze najbolj podpirajo poslovni angeli, kot omenjeno, poslovni angeli v Sloveniji obstajajo, ampak je njihova investicijska sposobnost relativno majhna. Če primerjamo, da v Ameriki lahko samo z eno idejo dobite od poslovnih angelov, ne vem, $1 milijon investicije, to se v zgodovini Slovenije še ni zgodilo. Pa tudi se verjetno ne bo. Ne? Slovenska podjetja zato v teh zgodnih fazah razvoja iščejo alternativne vire financiranja. Poznate Kickstarter? Slovenci smo svetovni prvaki v Kickstarterju. Zakaj? Zato, ker je to alternativa za poslovne angele. Na ta način slovenska podjetja dobijo nek začeten kapital. Najbolj uspešna zgodba, poznate Bird Buddy, ste ga slišali za njih, 10 milijonov na Kickstarterju, potem pa še 10 milijonov kapitalske investicije. To so zgodbe, ki so tudi v Ameriki zelo redke, kaj šele v državi z 2 milijonoma ljudi. Poznate blockchain? Ok, ne bom vas vprašal, kakšno mnenje imate o blockchainu, kar vam bom povedal je, da se je predvsem v letu 2017 v Sloveniji razvilo več kot 40 blockchain podjetij, ki so zbrala denar preko izdaje tega Initial Coin Offeringa, ICO-ja. Nekaj od teh podjetij je propadel, nekaj od teh podjetij še živi. V Ljubljani, ko sem delal raziskavo, je bilo vsaj 500 novih zaposlitev ustvarjenih v teh podjetjih. To je tako, kot če bi naredili eno resno multinacionalko. Zbrali so vsaj $80 milijonov, neke indikacije so, da so te številke še precej večje. Ne glede na to, kaj si mislimo o tehnologiji, in iskreno povedano, jaz mislim, da ta tehnologija ni pripeljala do nekih rezultatov, za katere se je pričakovalo, da bojo nastali, smo v Sloveniji bili na blockchainu in smo še vedno eni vodilnih na svetu in smo iz tega ustvarjali nova podjetja. Nekatera so propadla, nekatera mogoče še bodo propadla, nekatera bodo mogoče uspela. Vsaj eno podjetje na tem področju poznamo v Sloveniji, ki se je prodalo v rangu €100 milijonov. Javni viri financiranja, zato ker manjka privatnih virov v tej začetni fazi, so seveda slovenska podjetja zaradi tega se morala in bila prisiljena naučiti zelo dobro v iskanju javnih virov. Na razpisih EC akceleratorja so 3 podjetja zbrala že par milijonov evrov. Jožef Štefan je seveda zelo dobro na tem področju. Relativno na prebivalca smo Slovenci relativno precej uspešni za pridobivanje evropskih sredstev, in to ne govorim o nacionalnih evropskih sredstvih iz Ljubljane, ampak na centraliziranih sredstvih iz Bruslja. Lahko naredimo še več kot to. Jaz sem par let delal v Italiji in vidim, kako so Italijani dobri na tem področju, ampak daleč od tega, da bi bili slabi. Ne? In kaj drugega je še možno v Sloveniji? Ne? Kje se da dobiti denar za vašo idejo? Odgovor je, možno je v bistvu vse, kar se da narediti v tujini. Predvsem, kar se da narediti v drugih državah Evropske unije. Zakaj? Ker smo slovenska podjetja, tudi nova slovenska podjetja, avtomatsko že v Evropski uniji. Največ denarja v slovenska nova podjetja ne pride iz Slovenije, pride iz drugih držav. To ne pomeni, da se tukaj ne ustvarjajo nove zaposlitve, to ne pomeni, da tukaj ne plačujejo davkov. En tak zanimiv način, ki vam ga zelo priporočam, je Outfit 7 način. Poznamo Outfit 7? Vsi, ki imamo otroke, vemo, da to je idealna rešitev, če rabiš biti pol ure časa. Ne? Outfit 7 je celotno svojo rast financiral izključno iz zadržanih dobičkov, v nekem obdobju svojega razvoja imel večjo dodano vrednost na prebivalca kot Google. Danes ustvarjajo v Ljubljani 400 delovnih mest, še vedno izjemno visoke dodane vrednosti. Ne? V Sloveniji imamo inkubatorje in akceleratorje, ki so neki
viri financiranja, predvsem pa so viri nekega socialnega kapitala, nekega znanja, nekih povezav. Kot omenjeno, jaz sem bil pa ABC pospeševalnikov, danes je več drugih pospeševalnikov tudi v Sloveniji, inkubatorjev. Ta ekosistem je razvit in deluje in med sabo se zelo podpira. Jaz trdim, da kdorkoli v Sloveniji lahko pokliče mene in jaz lahko pokličem kogarkoli v Sloveniji v tem ekosistemu in si pomagamo. Tle ni nekega metanja polem pod noge, kar vidimo v kakšnih starejših industrijah. Ne. Omenil sem, da kreditiranje ni realna možnost za vas v zgodnji fazi razvoja, so pa strateški investitorji, recimo določene panoge so znane, potem farmacevtska panoga, če imate namen narediti novo zdravilo, koliko denarja rabite, pa koliko časa? 1 milijardo dolarjev pa 20 let. Ne vam dam neko zanimivo informacijo, v Sloveniji ne boste dobili tega denarja. Ne samo v Sloveniji, mar v večini drugih držav tudi ne. Edini način, kako boste to sfinancirali, da sodelujete z velikimi multinacionalnimi korporacijami. Ne vam dam še drugo informacijo, Svetovni center za razvoj ene precej pomembne skupine zdravil je v Mengšu. Novartisov Svetovni center odličnosti za razvoj biozdravil se nahaja v Sloveniji. 100 prostih delovnih mest imajo trenutno, ki jih ne morejo zapolniti, letos so dodatnih 150 milijonov investirali. V Sloveniji torej obstaja vse, kar obstaja povsod drugod. Mogoče tega malo manj, je precej več letos, kot je v prejšnjih letih, bo naslednje leto še več, kot je letos. Ampak preprosto ta trditev, ne, da v Sloveniji se ne da narediti mnogo podjetja, ker ni denarja za to, v bistvu ne drži več. Celo obratno bom rekel, jaz se pogovarjam z investitorji, ki pravijo, pa mi imamo denar, pa ne pridajo dobre ideje do nas. Ne. Zakaj? Zato, ker iščejo investitorji dejansko dostikrat druge zadeve, kot jih vi ponujete. Vi pridete z idejo, oni pa iščejo nekoga, ki že ima recimo prihodke iz prodaje. Kar pomeni, da tukaj je pa to pomanjkanje znanja, ki ga je omenil moj predhodnik. Preprosto ne razumemo, kako ta sistem funkcionira. Če imate idejo, boste zelo težko na fazi ideje dobili par milijonov evrov, zato da boste pa videli, a mogoče iz tega kaj rata ali ne. Če iščete par milijonov evrov denarja, boste to dobili takrat, ko boste že imeli neko začetno potrditev iz trga. Okay? Če imate idejo, boste verjetno lahko dobili par 10 tisoč, morda 100 tisoč evrov, več kot to ne boste dobili, ker ste preveč tvegani. In ta denar boste iskali pri poslovnih angelih. Poslovni angeli so večinoma lokalni, kar pomeni, da boste to iskali večinoma pri slovenskih poslovnih angelih. Okay? Če vas zanima, kaj več o tem, pridite do mene, vam lahko veliko povem, kaj investitorji iščemo. Ne? Par napak, ki jih Slovenci delamo, ne? Preveč denarja zahtevamo v teh zgodnjih fazah razvoja. Ne? Jaz gosto slišam, rabim še 3 leta, da pridem do trga, do prvega sploh možnosti, da bi testiral na trgu, zato rabim 3 milijone evrov. Tudi v Ameriki jih najverjetneje ne boš dobil od zasebnih vlagateljev. V Sloveniji pa sigurno ne. Ne? Slovenci smo šibki v trženju, prodaja, marketing, ta je tisti del, ki je ključen. Smo pa dobri v razvoju. Ne? Tega se preprosto, to se da naučiti. Če je nekdo sposoben narediti izdelek, ki je najboljši na svetu, verjemite mi, da se je sposoben učiti tudi prodaje pa marketinga. Prihajam z ekonomske fakultete, ni toliko težko. Okay. Pogosto vidimo podjetnike v Sloveniji, ki dosežejo nek uspeh, imajo 50-100 ljudi zaposlenih in naredijo, podjetje je vredno par 10 milijonov evrov, kaj naredijo? Kupijo si vikend na Hrvaškem, mogoče še kakšen čoln, ne? In pol nehajo rasti. V Ameriki se to ne zgodi in rastejo naprej do tega, da postanejo ta podjetja bistveno večja in s tem ustvarjajo več zaposlitev, več davkov, več plač, več vsega, več kapitala za investicije. Ne? In v Sloveniji je v preteklosti manjkalo tega znanja, kako narediti res podjetje iz nič do milijarde dolarjev v 8 letih, to je Outfit 7 naredil, danes trdim, da tega znanja ni več toliko zelo malo. V Sloveniji je do zdaj nastalo 5 unicornov, torej 5 podjetij, ki so v kratkem obdobju zrasli z 0 na milijardo in verjamem, da jih bo nastalo še kar nekaj. Tole par primerov, ne bom se tle predolg časa zadržal, vseeno se mi zdi, da najboljša zgodba, ki je tudi mi študentom predavamo, je še vedno Outfit 7 v 8 letih iz nič do prodaje z milijardo dolarjev kitajskemu investitorju, odkar so Kitajci lastniki podjetje vredno 2 do 3 krat več. Kitajska njihov glavni trg, verjamem, da danes to ni več najbolj uspešno podjetje v Sloveniji, saj eno podjetje se mi zdi, da je že večje kot je Outfit 7, ni pa toliko javno izpostavljeno. Situacija danes je torej boljša kot v preteklosti, določeni startupi so zbrali že zelo veliko denarja, tudi po 10 milijonov evrov, večinoma za rast. Ne za idejo, ki jo bojo razvijali do tega, da pride na trg, ampak zato za nekaj, kar že ima prihodke na trgu, pa zato, da rastejo, da se širijo mednarodno,
Angelov je več, ampak še vedno premalo, in pa neki strahovi slovenskih startup podjetjev se mi zdi, da se manjšajo in manjšajo, bolj in bolj se jasno kaže, da Slovenci smo podjetniki in da znamo to narediti. Kot rečeno, trenutno je največ aktivnih skladov in investitorjev, naslednje leto jih bo še več, trenutno največ denarja v zgodovini Slovenije za takele investicije in celotni rezultati slovenskega startup ekosistema so v bistvu zelo dobri. Če vas zanima več o tem, en mesec nazaj je bila objavljen Adriatech report, ki so ga naredili moji znanci pa prijatelji, in kaže, koliko se je v bistvu aktivnost slovenskih startup podjetij v zadnjih 2 letih povečala. Tle imam par podatkov, ki jih ne bom predstavljal, ker mi je že zmanjkalo časa. Na internetu najdete več o tem. Skupaj sem prepričan, da v Sloveniji lahko naredimo več slovenikornov, torej slovenskih unikornov, ampak to boste mogli narediti vi. Če rabite pa kakšne investicije, pa pridite do mene, pa vam bom kaj pomagal. Prav? Hvala lepa. Hvala lepa. Bomo vprašanje dali kar skupaj na koncu, če na koncu vseh 4 predstavitev. Naslednji je gospod Edvard König, ki je inovator in ustanovitelj podjetja EKVB, kakorkoli se že to bere. Gre za vodno hlajenje računalnikov, je tako. Podjetje je globalno prisotno in je med prvimi ali celo prvo na svetu na tem področju. Se veselim predstavitve. Hvala. Jaz mislim, da je moj predhodnik zelo dobro načel. Jaz bom pa mogoče še malo bolj praktično vam povedal, kaj lahko razmišljate, kako lahko, kaj bi jaz priporočal, in da nimamo veliko časa in bom v bistvu kar zelo kratek in jedrnat. Pa sem razmišljal, kaj bi tukaj povedal, pa sem rekel, ok, se pravi, 20 let nazaj sem jaz imel idejo in sem iskal, kaj bi naredil, kako in kaj bi si povedal, kaj bi mi takrat prišlo prav, da bi mogoče še boljše lahko marsikaj speljal. Čisto na hitro, a ne? Danes res tale inovacija skoči izpod vsakega kamna. Res moramo gledati to malo kritično, vse te marketinške poskuse, in za mene je inovacija nekaj, kar ustvari, kar nekaj izboljša, kar zagotavlja novo vrednost, rešuje problem ali izpolnjuje potrebo. Ne to, da dejansko prepakiraš Argeta, nova embalaža, wow, inovativno, a ne? To je bilo par let nazaj. Tako da tukaj sem jaz zelo kritičen in moja žena se čudi, zakaj s takim zanimanjem reklame gledam, ne? Zato, ker kdo so ljudje za inovacijami? A so to nori znanstveniki, posebneži, ki jih nihče ne razume? Ali smo to mi vsi, a ne? Mi v EK-ju pravimo to, vsi so lahko inovatorji in vsem je tista skupna miselnost, da strast do reševanja problemov, ne? In vsi tisti, ki smo hoteli kaj reševati, smo prišli do tiste točke, da nas je nekdo hotel ustaviti, a ne? Ali zelo zasmehovali, a ne? Bom povedal, kaj so meni rekli, a ne? Včasih pa tudi kakšni dobronamerno hočejo, joj, pač kaj ti to delaš, ti si namuno čez tega, daj traj kam delati, ne vem, drugam pa boš dobil plačo, pa boš, a ne? Tako da, ali pa so štrleli ven, ker so dejansko njih ostale prikazovali, da niso tako aktivni, a ne? Na hitro, Edison je rekel, jaz sem izumil 2000 načinov, kako se ne naredi žarnica, a ne? Njemu so rekli njegovi učitelji, da se ni sposoben učiti sploh karkoli, a ne? Vendar je vztrajal in eksperimentiral. Marie Curie v moškem svetu je vztrajala, ni se dala odgnati od laboratorija, 2 Nobelni nagradi. Danes pa umetna inteligenca, ki je za mene odličen primer inovacij in bo spremenila, hočeš nočeš, kako mi živimo in kako mi delamo. Ne rečem, da nas bo nadomestila, ampak spremenila način. Na kratko v EK-ju,
kupil sem računalnik, bil sem nezadovoljen z rešitvami in sem našel, da obstaja nekaj, kar mi bo rešilo problem. Ker mi bo pohladilo računalnik, otišalo računalnik. Zdaj smo mi do take mere že pripeljali, da ga še polepšamo, da je to res, v bistvu pravijo Lamborghini. In prvi pomisliki, no, kaj so rekli, voda pa računalnik, kaj s tabo, si zmešan, to ne gre skupaj, ne? Kaj boš to delal, ne? Ampak pač ja, majhen problem, velika strast, študentska soba, hobi, in potem, ko sem po parih letih hobi tako pripeljal, da v bistvu bil moj profesionalen hobi že, sem rekel, nič, grem, sem začel iskati, kako pa lahko z tega naredim nekaj, a ne? In šel sem na delavnico za poslovni načrt, takrat je bil še slovenski podjetniški, pozabil sem, ko je že bilo. In tam sem spoznal tudi v bistvu enega poslovnega angela, ki je zdaj moj partner od vsega začetka, kjer sva hitro ugotovila, Matjaž Krč, kjer sva hitro ugotovila, da ima vsak od naju tisto svojo dodano vrednost. A ne? Jaz sem inovator, tehnik, a ne? Izdelke, on je pa dodal tukaj tisto poslovno delo in skupaj sigurno, mislim, vsak posebej ne bi nikakor prišla, kjer smo zdaj, ko nas je 200 zaposlenih in imamo 40-50 milijonov evrov prometa. Tako da, naprej, tekmece, konkurente imamo po celem svetu danes se da prodajati po celem svetu. Mi imamo polovico prodaje direkt končnemu kupcu in zato lahko tudi imamo večjo maržo in lahko več investiramo naprej. Kaj pa smo mi naredili? Ker če imaš inoviranje, pa to prepustiš nekemu naključju, ne, pač slepa kura najde zlato zrno, ampak preživi pa ne. In tako tudi pri nas smo to postavili v sistem za obvladovanje inovacij. Od ideacije do eksekucije, vse v smeri to, da hitro stestiramo idejo in se hitro naučimo in usmerimo fokus proti komercializaciji. Ni posebno nič pomembnega takega, tole je pa zelo pomembno. EK je na trgu prepoznan po inovativnosti in pri EK-ju smo od vsega začetka delali na blagovni znamki. Ker če nimaš blagovne znamke, si nadomestljiv. Če nimaš blagovne znamke, nimaš moči, ne moreš, te nihče ne pozna. In zato je bilo to v srcu strategije od vsega začetka. A je to dobro za blagovno znamko? Je, gremo. A ne? In nikoli nismo sprejeli white label posla. To je to, ko dejansko narediš za nekoga in niti ne vejo, da si to ti naredil. Ne? In enkrat smo sicer poskusili, pa smo jim rekli, ok, če hočete brez logota, 30% dražji. To je to. In to je to. Se pravi, mi smo poznani pod motom tehnologija, inovacije in strast in podjetja kličejo nas za to in hočejo z nami sodelovati za to, ker so ugotovila, da jim tudi co-branding z našo blagovno znamko prinaša dodano vrednost. Zdaj pa še povzetek, no. Kaj tistih 5 točk? Inoviranje je proces. Dajte ga postaviti v proces, ne prepustiti naključju. Primite tistega bika za roge, pa bo šel ta prav smer. 100% uspešnost v novinarju ne obstaja. Če ste 100% uspešni, potem ni inovacija. Potem ste to v coni znanega obdobja in to ni. Tole je perfect enough. To se pa navezuje na mojega predhodnika. Ne? V EK-ju in tudi jaz, ko sem začel z nečem, kar je bilo ravno prav dovolj perfektno, da sem lahko začel prodajati. Tako da ne
ne bodite perfekcionisti, bodite do take mere perfekcionisti, da je dovolj dobra za kupca, ne dovolj dobra, mi pravimo, dovolj dobra je taka good enough, slab preokus ima, mi pravimo perfect enough, ne? Dovolj perfekten, ne? Dajte na trg, začnite prodajati in tako boste lahko imeli tiste prve promet, tiste prve prodaje, se boste lahko nadgrajevali. Nov izdelek, nova generacija in boste potem lahko prišli, če boste rabili več denarja za rast, do evo, imamo promet, imamo trakcijo. Inovacije se ne dogajajo samo drugje po svetu. V Sloveniji imamo ogromno tega znanja in idej. Dostikrat se pa tisto ostavi pri perfektnosti, kot je nekdo v bistvu konkurenca še prehiti. Tudi nam se je to že zgodilo, tako da. Pa še to, no, se pravi, za konec. Drzni moramo biti. V Sloveniji smo drugače tako pridni, ful smo pridni, pa delavni, ampak če hočemo uspeti, če hočemo imeti dobre inovacije, moramo biti drzni. Tako da bodite drzni in ne, bodite drzni in samo tako bomo lahko pripeljali Slovenijo naprej, boste lahko pripeljali Slovenijo naprej. Za konec, veliko mladih vidim, ful sem vesel, veliko je še pred vami, no se tudi pred mano, ampak vseeno, pač vsak od nas dodaja tisti kamenček v ta mozaik, ne? In še ena stvar mogoče, ki bo povedala, ali se pri vas pretaka žila, kri inovatorja, je to, ko vam nekdo reče, tega pa ni možno narediti. In če vas to počge, no, mene je. Potem ste na pravi poti. Hvala. Hvala za jedrnato in zanimivo pripoved. Ko ste omenili že, moram ponoviti eno zgodbico, ki sem že večkrat povedal glede gledanja reklam, ne. Alberto Benini, ko je dobil Oskarja za tisti film La Vita è Bella, pa so ga vprašali, če kaj gleda televizijo, je rekel, ja, gledam reklame, sem kaj, ko jih kar naprej prekinjajo z nekimi filmi. Naslednji govorc je Aleksandar Pleskovič Kenda, ki končuje študij ekonomije v Santa Clari na Univerzi v Kaliforniji in je prejemnik več nagrad. Zanima ga predvsem področje dobrih političnih odločitev za eliminacijo revščine v svetu in faktor, ki omogoča dodano vrednost v Silicijevi dolini. Prosim. Jaz sem za celo življenje odraščal v Ameriki, zato bom ta govor povedal v angleščini, ampak se mojimi dvema staršema zahvaljujem, da so me učili slovenski jezik in razgovor pa bom vse delal v slovenščini. Silicon Valley is known as the tech entrepreneurship mecca of the world. It owes its success to a combination of forward-thinking factors, allowing the chains of our society's medieval institutions to be broken off. A collaborative working environment which encourages a diffusion of ideas, management strategies in line with the nature of modern professions, a culture which reveres venture capitalism, and government policies that facilitate the commercialization of ideas. In the 1980s, it was anyone's guess as to whether Silicon Valley or the Boston area would come out on top as the center of innovation and excellence. Both places were home to world-renowned universities and some of the brightest minds. Silicon Valley did not merely triumph due to the weather. The valley championed an environment and culture promoting collaboration, one that is less rigid and hierarchical. For instance, do not compete contracts are illegal in California, meaning that if you quit a company, you can work for the competition and take your customers with you. While people in Boston were paranoid about saying too much, a revolving door culture in Silicon Valley led to innovation and diffusion. Ideas spread like wildfire.
Steve Jobs nor Bill Gates made the first computer as we know it today. What is today a hardly heard of company, Xerox, made the world's first computer that most closely resembles modern day computers in Palo Alto. However, Xerox's headquarters were in Connecticut. The company was making so much money off of printing, and there was so little communication that the company's executives had no idea they had a golden ticket tucked away in their drawers. Amusingly, Steve Jobs asked to take a tour of Xerox, took some notes, and invented the Apple computer. The art of management and how to get the highest value added out of one's workers has been fine-tuned in Silicon Valley with impressive results. Google's headquarters are known to have slides such as those you may find on playgrounds and sleep cubicles. At first, one might think that these people have gone crazy with success. However, their style of management for their respective industry is proven to propel productivity. SAS, Statistical Analysis System Software, is a company which provides tech products to programmers. SAS software is commonly regarded as a pinnacle of best management practices for the technology sector. Traditional management practices promote ideas such as monetary incentives for productivity, grueling monitoring of employees, and competitive ranking systems. These strategies are found to decrease productivity in the technology sectors as the strategies serve to produce anxiety, clouding out creative thinking and problem solving upon which the entire industry is based. SAS software strives to make its employees as relaxed as possible to promote creative thinking and to boost productivity. SAS software employees have in-house masseuses, a company country club, and its employees are free to pursue projects of their choosing. The company has had 37 consecutive years of record earnings, $2.8 billion in 2012. What saw SAS software's consecutive yearly increase in earnings come to an end was the CEO's decision not to lay off any workers during the financial crisis of 2008. The company's annual turnover rate is 2 to 3%, compared with an industry average of 23%. Besides its state as an environment in which seasoned tech firms can thrive and prosper in a collaborative environment, Silicon Valley champions a culture of risk-taking that is synonymous with venture capitalism. An opportunistic culture which paints entrepreneurs as the foundation of business success. The quest of personal achievement and money are at the very least socially accepted personal traits, and a nearly infinite pool of money to fuel entrepreneurs. Failed entrepreneurs are not shunned, but hungrier for success from failure. Bangalore has had extensive success in its quest to replicate factors which have seen Silicon Valley excel. The creation of software parks, which cluster many different tech companies in one place, allows software firms to pool their resources and for a quick diffusion of ideas and knowledge. Bangalore's tax rate is much more relaxed than the rest of India's. Today, 80% of global tech companies have offices in Bangalore. While, of course, America is a free market economy and the government has no inner workings of what is happening in Silicon Valley, it is almost certain that Silicon Valley would not nearly enjoy such a high degree of success if it were not for policies and initiatives that facilitated and complemented the valley. For instance, the Small Business Technology Transfer Program, which focuses on how to commercialize research and development performed in universities. Cooperative research and development agreements are contracts between the government and private companies to collaborate and pool resources on a project. Small Business Innovative Research provides funding to convert government research and development into a commercial application. However, despite Silicon Valley's current state as a place of collaboration where all of the brightest minds are in one place and
and able to collaborate, signs are alluding to its gradual downfall. Ted Egan, San Francisco's chief economist, recently visited a class of graduating students at Stanford. The class was discussing their post-graduation plans, and the professor asked, "How many of you are planning to move to San Francisco?" They responded, "Why would anyone do that?" Over the past few years, an increasingly large exodus of tech firms that are moving to Texas, notably Austin, has started to emerge. Tesla, SpaceX, Google, Apple, Amazon, JP Morgan Chase, Charles Schwab, and Oracle have either entirely moved or massively expanded their companies into Austin, now known as Silicon Hills. Taxes and regulations are the primary reasons. The state of California has a corporate income tax rate of 8.84% and a personal income tax which can go up to 12% per individual. The state of Texas does not impose these two taxes altogether. Additionally, due to bad governance, the Bay Area is plagued by soaring housing costs, homelessness, and a relatively high crime rate. The successes and failures of Silicon Valley have far-reaching implications that are broadly applicable and serve as an important lesson to other countries. Hvala lepa. Morda še uspemo v času nekako tole sekcijo končati. Samo en stavek še vmes, preden preidem na gospo. Nekoč na mestu bila okrogla miza ali pa nek intervju je bil en gospodarstvenik, pa ne spomnim se več, kdo je bil, pa jaz. Pa je novinarka vprašala, kako postaneš dober gospodarstvenik, in on je po kratkem premisleku rekel, moraš imeti idejo, v katero 100% verjameš do konca. Jaz seveda sem bil presenečen in sem rekel, znanstvenik mora imeti pa 1000 idej, pa v nobeno ne sme verjeti. Kar je tudi res, ne. Prej nekako nam je v tej ušlo, pa se bo morda še gospa omenila, o kadrih nismo nič rekli. V bistvu vsega so pa seveda kadri, inovativni, prodorni, željni znanja, pohlep po znanju, ne da si zaključil pohlep po znanju, ne samo šolskem, ampak vsakršnem, tudi taka, bi rekel, splošna, svetovna, nazorska znanja, vse to je pomembno, da si uspešen. Spomnim se, ko sem bil direktor, se mi ni enkrat zgodilo, ko je kak vodja oddelka prišel k meni, češ, imam tega fanta ali pa punco, ki ne vem, odkot je prišel, kako bi ga jaz vzel v službo, ampak nimam denarja zanj kaj narediti. Sem rekel, pa vzemi ga v službo, denar boš enkrat že dobil. Tudi če boš šel v minus, ti ne bomo delali težav. Torej, kadri. Zdaj bi pa povabil doktorico, Majo Žarkovič, ona je doktorica ekonomskih znanosti iz Univerze v Baslu, torej Švice, je specializirana za klimatsko-politične inštrumente. Ta drugi del besede klimatsko mi ni všeč, ampak kot veste, ki me poznate, ampak to so inštrumenti, kot je davek na ogljik in podobne zadeve. Magistrirala je na ETH, kjer je trenutno moja hči, diplomirala na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Trenutno dela kot svetovalka v firmi Bain & Company. Bain, ni Brain, Bain. Mora biti tudi Brain. Brain in Bain, ja. Kjer se ukvarja kot svetovalka, kjer se ukvarja s področjem zasebnega kapitala. Njeno področje je meritve inovativnosti podjetja. To me pa res zanima. Izvolite. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Res lepo je in tudi nenavadno po dolgem času imeti predstavitev v slovenščini. Kot rečeno, moje ime je Maja in letos mineva 10 let, odkar živim in delam v Švici. Tja sem odšla po študiju elektrotehnike. Kot zanimivo, svoj zadnji diplomski izpit sem imela pri ministru Papiču, ki sem ga danes končno spet videla.
In na to sem odšla na ETH Zürich, tam sem magistrirala iz energetskih znanosti in se podala na akademsko pot na univerzo v Baslu. Tam sem 5 let delala kot asistentka in doktorantka iz naravoslovne ekonomije in se specializirala za klimatsko-politične inštrumente. Torej davek na ogljik in tudi evropski sistem za trgovanje z emisijami. Naše raziskovalno delo smo predstavili v Svetovni banki v Washingtonu, v OECD, Evropski komisiji in tudi švicarskemu parlamentu. In eden od naših člankov je bil tudi objavljen v prestižni reviji Climate Policy Journal. No, danes sem še naprej raziskovalka na Univerzi v Baslu, obiskujemo konference in objavljamo še naprej dodatne izvlečke našega raziskovalnega dela. Hkrati pa delam tudi v Bain & Company. To je globalno podjetje za svetovanje in upravljanje pri strategiji z dolgoletno tradicijo in globalno prezenco, ki je številka 1 na področju zasebnega kapitala, kjer delam tudi sama. Torej, naše stranke so skladi za zasebni kapital, rečemo jim private equity funds, to so vsi tisti od KKR, BlackRock, EQT, Ardian, Permira, ki so naše stranke in k nam pridejo zato, ker se zanimajo za nakup podjetja. Mi za njih naredimo due diligence oziroma skrbno analizo in jim tudi svetujemo pri valuaciji tega podjetja. In danes bi rada zaključila tale panel na temo inovativnosti s primerom iz prakse in vam pokazala, kako smo nekaj časa nazaj našim strankam pomagali pri tem, da dobijo vpogled, kaj je zares uspešno podjetje, ko govorimo o inovativnosti. In nedavno smo izvedli anketo in kar 75% glavnih izvršnih direktorjev v tej anketi je menilo, da morajo zaradi hitro spreminjajočih se trendov ponovno preučiti in postaviti svojo strateško agendo. In kaj so te trendi? Prvo, na primer, nove tehnologije, zlasti digitalne, ki premikajo poslovne meje. Potem trajnostne zahteve, ki so meni seveda zelo ljube, torej vse, kar ima zvezo z tranzicijo v nizkoogljično ekonomijo. Potem razvijajoča se pričakovanja strank. Vemo, da generacija Z nakupuje drugače kot milenijci pred njo. In pa startupi, torej uporniški akterji, ki se s svojimi inovacijami močno uveljavljajo v večini panog in izpodbijajo status quo. In zaradi vseh teh razlogov, teh prebojnih idej in motenj, so inovacije spet na vrhu dnevnega reda, tudi naših strank. In ena od njih je enkrat prišla na sestanek in vprašala, ampak hej, kako bi mi lahko iz zunanje perspektive dobili hiter vpogled v to, ali je podjetje, ki ga želimo kupiti, dovolj inovativno. Zdaj, jaz imam tukaj najbrž ene najpametnejših umov v Sloveniji trenutno. Morda ima kdo od vas kakšno idejo? Kako bi lahko hitro dobili vpogled, ali je eno podjetje inovativno? Ga morda primerjali z drugim. Ni neumnih odgovorov, tako da. Ima kdo kakšno idejo, predlog? Ni mi všeč, ampak število patentov. Število patentov tudi meni ni všeč, ampak je res. Ja. To so tudi hoteli videti. Še kakšna ideja? Koliko novih izdelkov razvitih v zadnjem času je launčenih in koliko procentov predstavlja prodaje? Zanimivo, zanimivo. Pa tabele imajo radi, Ti private equity fondi imajo radi tabele, da jim pokažeš recimo število idej, število projektov tega podjetja, število patentov, koliko novih inovacij je bilo, pa še če jim poveš, kako donosne so bile te naložbe, to je super. Ampak to tudi ni dovolj. In nažalost zelo redko kdaj vidimo, da bi podjetje res premišljeno pristopilo k temu, kako meriti rezultate svojih inovacij. In to je zato, ker je dejansko težko dobiti nek univerzalni kazalnik, ki ga zelo lahko izmeriš v lastnem podjetju, pa se potem primerjaš tudi s svojo konkurenco. Potem pa so to problemi, da so tudi neke specifike vsake panoge, ki pridejo vmes. In to je bila naloga, ki smo jo mi dobili od te stranke, torej da jim pomagamo dobiti neko resnično dobro, preprosto, primerljivo metriko, da izmerijo uspešnost inovacij enega podjetja v primerjavi z drugimi. In ta kazalnika sta dva. Prvi, o katerem smo govorili, je kazalnik, ki nam kaže, kako učinkoviti so izdatki za raziskave in razvoj. Vse, kar moramo narediti, je, da v določenem časovnem obdobju
3 let ali 5 let, odvisno kako dolg je ta cikel inovativnosti v panogi, pogledamo, kako se izdatki za raziskave in razvoj primerjajo z prihodki novih izdelkov. In ta kazalnik nam pove, koliko novih izdelkov v povprečju prodamo za vsak evro, ki ga porabimo za raziskave in razvoj. Drugi kazalnik gre še korak dalje in govori o pretvorbi teh izdelkov v maržo. Torej, primerjamo v tem istem časovnem obdobju povprečno, kakšno maržo dobimo v primerjavi za prihodki novih izdelkov. In ta kazalnik nam pove, ok, zdaj pa za vsak evro prodaje od teh novih izdelkov, koliko evrov bruto marže ustvarjamo. In ta dva kazalnika, torej R&D to new product, pa potem new product to gross margin, sta zanimiva zato, ker dejansko data en hiter vpogled na zelo površinskem nivoju, ali se naložbe v inovacije s časoma pretvorijo v pomemben dobiček za celotno podjetje, se pravi ne samo od enega do drugega projekta, ampak za celotno podjetje. In mi smo to predstavili v naši stranki in naredili en case study, recimo v kemični industriji. In za ta prvi kazalnik na levi smo videli cel spekter podjetij v panogi. Imeli smo podjetja, ki imajo zelo učinkovito pretvorbo teh raziskav v nove izdelke. To pomeni, da enostavno njihove raziskave in razvoj res delajo na tistih aplikacijah, na tistih področjih, ki potem dejansko so uporabljene v teh novih izdelkih. In to je super. No, potem pa pogledamo na ta drugi del, kako se te izdelki pretvarjajo v maržo. In tudi tukaj smo videli cel spekter. Imamo tista podjetja, ki dejansko s svojimi inovacijami imajo nadpoprečno maržo od teh novih izdelkov in to pomeni, da so njihove inovacije res transformativne, da je potreba za to na trgu in da zaradi tega dejansko lahko prodajajo te izdelke po višji ceni. No, potem imamo pa tudi drug spekter podjetij, ki imajo to maržo podpovprečno. To pa lahko nastane zaradi vsaj 3 razlogov. Prva stvar je, ja, možno je, da te izdelki, čeprav ste jih veliko naredili s svojimi izdatki za raziskave in razvoj, enostavno niso to, kar trg potrebuje. Niso dovolj transformativni in si ne zaslužijo neke visoke cene ali vrednotenja na trgu. Druga možnost je, da so izdelki super, ampak so stroški izdelave teh izdelkov večji, kot bi pričakovali. Tretja možnost je, da ste imeli v ozadju neko cenovno strategijo, da ste za nalašč postavili ceno tega izdelka pod pričakovanji, zato da bi povečali sprejetje tega izdelka na trgu, ker je bilo že veliko konkurence na primer na tem področju. No, je pa tudi možno, da ni bilo nobene cenovne strategije, da sploh niste razmišljali o tem, da je bila komercializacija napačna. No, ampak kar je super pri tema dvema kazalnikoma je, da sta odlično izhodišče za razmišljanje o vseh teh stvarih. Zakaj ne pretvorimo raziskave v dovolj novih izdelkov, zakaj ti novi izdelki ne ustvarjajo nadpovprečne marže. In ravno to smo dobili kot odgovor. Ja, ta kazalnika sta enostavna, transparentna, omogočata, da meriš inovativnost na ravni podjetja, ne od projekta do projekta, sta tudi univerzalna, zato ker realno mi lahko pogledamo podatke o dohodkih prodaje novih izdelkov v katerikoli panogi. Tudi zelo enostavno je dobiti vpogled v to, če tega recimo trenutno ne spremljaš na ravni svojega podjetja. Edino, kar se razlikuje od ene panoge do druge, je morda ta cikel inovativnosti, torej vzamemo daljše ali krajše obdobje, v katerem merimo to. In so zelo enostavni. Vsak lahko razume, da je poanta raziskav in razvoj ravno v tem, ne samo, da porabiš denar, ampak da se ta denar manifestira v novih izdelkih in seveda, da te enote, ki te izdelke prodajajo, z njimi ustvarjajo dovolj marže. In zdaj končno vprašanje, a smo s tem rešili vse? A je to končni odgovor in lahko s tema dvema kazalnikoma rešimo vse probleme z raziskavami in razvojem? In odgovor je seveda ne. Kar ta dva kazalnika dejansko predstavljata, je eno dobro izhodišče. Najprej znotraj podjetja, da vidiš, kako se tvoj denar porabi in kaj od tega dobiš. Potem, da se lahko na podlagi teh podatkov primerjaš z drugimi podjetji, s svojo konkurenco in vidiš, kje se kotiraš na trgu. In tretje, seveda za moje stranke, za investitorje, vlagatelje, ki lahko pogledajo ta dva kazalnika in hitro ocenijo, to podjetje je dovolj inovativno, ali pa tukaj bo pa treba še malo delati in če jih kupimo, bomo morali optimizirati to porabo raziskav in razvoja. To je z moje strani vse. Najlepša hvala za pozornost.
moram se takoj popraviti, ne. Izraz, klimatsko-politični je napačen, ker to so policy, to niso politics. Res je. Se pravi, v slovenščini bi moral biti to politike, strateške politike, kakšne klimatsko-strateške politike ali pa nekaj takega, ne pa politični, ker to pomeni politika vsakodnevna, politikov, ki se pustijo izvoliti in podobno. Imamo še nekaj časa za vprašanja, predvsem iz občinstva. Hvala vsem za zelo zanimive prispevke. Vsekakor en tak zanimiv panel oziroma sklop razmišljanj. Na tej točki bi samo dodala, moje ime je Ana, svojo študijsko pot sem zaključila na Ekonomski fakulteti v smeri trženja, zato je tudi razmišljanje mogoče bolj iz te smeri. In razmišljamo ob vsem tem, kar smo zdaj poslušali, še posebej v zadnjem prispevku gospe dr. Maje, kako pomembno je povezovanje vseh inovatorjev, raziskovalcev s tem segmentom trženja, s tem segmentom poznavanja trga, pravilnega postavljanja cen, segmentacije na trg, določenja ciljne skupine, potreb trga in tako naprej. In me zanima, kakšni so vaši pogledi za prihodnost oziroma za prostor tega sodelovanja, mogoče tudi na samih fakultetah, inštitutih, kako delate te, bom zdaj rekla, medresorske skupine oziroma kako bi se lahko pa potem podjetniki, menedžeri oziroma tržniki in raziskovalci bolj učinkovito povezovali, ker vemo, da če pričakujemo, da bo to v eni osebi, dobimo nekoga zelo povprečnega. Ne? Danes pa izpade, kot da zmanjka denarja za nekoga v marketingu, v razvoju in na koncu imamo samo povprečne produkte. Hvala. Če bo kdo od vas kaj odgovoril, bi bilo zanimivo, ne? Ker ne vemo. Ne? Jaz nisem ekspert, zakaj se tukaj v Sloveniji dogaja, ampak zelo veliko slišim je, da imamo odlične univerze, zelo veliko odličnih raziskav, odličnih ljudi, ko nove reči iznajdejo, ampak enostavno pa pol ljudi pa ne znajo tega dati v komercializacijo in da tako. In v Ameriki je vsa ena stvar, ko sem povedal, je, da država ima par takih programov, da država financira raziskave, pa da država da denar, da se enostavno te raziskave da v komercializacijo, pa to prav tako za univerze namenijo, ko na univerzi, ko vse te raziskave delajo, pa prav temi ljudmi v univerzami dajo denar, mi pomagajo, kako se bi to naredilo v nekaj, ko se bi lahko prodajalo. Zato meni se zdi, da bi vsaj lahko država nekaj na tem področju naredila, to bi bilo najbolj enostavno, kot se bi lahko. Jaz bi tukaj dodal to, ampak se bomo samo dotaknili te teme, ker lahko gremo preveč globoko. Dobre kadre treba dobro plačati, ne? Z našo plačno politiko odganjamo vse in onemogočamo primerno plačevanje. Tudi s tem onemogočamo primerno plačevanje primernih kadrov. Pa še iz investitorskega pogleda, odgovor zelo enostaven. Mi nikoli ne investiramo v eno osebo, vedno mora biti ekipa in ekipa mora pokrivati različne področje. Mora biti tehnolog, mora biti marketingaš, mora biti en direktor, mora biti en operativc, 4 osebe je idealna ekipa. V začetni fazi je to redko, ampak če pride do nas nekdo z idejo, pa je sam, mi ne bomo njega podprli. Je premalo, ne more sam uspeti. Bom jaz povedal še eno svoj pont takoj. Jaz sem se s tem ukvarjal od leta 1979 naprej. Tu torej tega premisleka, ne, v Sloveniji nismo nikoli res naredili, mislim na širokem, na fronti, ne, kako iz znanstveno-raziskovalnega dela priti v aplikacijo in kasneje na trg. Ker je v to področje potrebno vlagati ogromna denarja. V leta 2014 je Slovenija v to področje javnega denarja vložila natančno 0 evrov. Nič.
In to nerazumevanje traja vse obdobje mojega delovanja profesionalnega. Zdaj se stvari res korenito spreminjajo, to je treba reči. Korenito se spreminja to področje, vlaga se v to področje, bistveno bolj kot se je. Vendar je še nekaj, ne? Ti moraš imeti ekipe. Nekdo, ki je teoretično fiziko delal 40 let, a mislite, da bo naredil zdaj podjetje in bo nenadoma naredil neki izdelek in bo nenadoma, ne, on ne ostane teoretični fizik in ne žuli tiste svoje enačbe do konca življenja, ker bo morda naredil nek preboj na kvantni fiziki, ki ga bo mogoče nekdo drug. Jaz sem bil enkrat na eni taki okrogli mizi v Avstriji, tam stojiš, tam ne sediš, stojiš od spredaj in je bilo vsaj toliko gospodarstvenikov in so nas spraševali, kako narediti ta preboj iz znanosti. In jaz sem seveda malo pretiraval, kako bi morali znanstveniki narediti čim več uporabnih reči. Dvigne roko eden od gospodarstvenikov in reče, veste kaj, vi delajte izvrstne raziskave, jih bomo že mi spravili na trg. To je nekaj, kar je prepovedano reči v Sloveniji, ampak to je rekel gospodarstvenik. Ne. Hočem reči, da rabiš profesionalne ekipe, ki so inženirje, ne, recimo na inštitutu, kot je naš, ne, dobiš plačanega raziskovalca, dobiš plačanega profesorja ali pa asistenta, ne dobiš pa plačanih profesionalnih inženirskih timov, ki neko idejo naredijo profesionalno in pride na trg. Ne. Igor, te lahko narediš neko majhno stvar, ampak da boš pa ti naredil izdelek, pa osvojil cel svetovni trg, nimaš kadrov teh. Nimaš zato, ker smo jih zanemarjali 40 let. Jih ni, oziroma so bili še, ne, v 90-ih letih pa smo jih totalno zadušili. Ne. Inženirstvo je v 90-ih letih v Sloveniji res najbolj fasalo od vseh panog, ne, kar jih je v Sloveniji, verjetno. To je pač en pogled, ne, seveda so različni. Zdaj, še eno vprašanje tukaj. Ja, jaz imam nekaj vprašanj pa nekaj komentarjev. Ker sem učil 2 leti na MIT, kako industrija pa univerze sodeluje, pa ne bo to Stanford, Harvard, MIT, ti si plačan nekaj ur na teden, če te iz IBM-a pa si ti v kompjuterskem oddelku MIT-a pokličejo, kaj zdaj delate najnovejše raziskave, ali pa če si kemik, si ti plačan, da jim razložiš. Ne daš vseh skrivnosti, ampak jim poveš, glede, to so trendi. Zdaj pa eno vprašanje za gospoda profesora Pustovrha. On je zelo optimističen, kako pri nas gre vse krasno, ne? Ampak imamo 2-krat nižjo dodano vrednost kot Avstrija. Koliko časa ne bo vzeli, da je bomo dohiteli, ali gremo tako vodoravno, ali gremo tako, ker oni se tudi naprej razvijajo. To je eno vprašanje. Kar se tiče Bangalorja, sem jaz, ne vem, 2005 ali 2006 organiziral eno od globalnih konferenc Svetovne banke in potem sem rekel, če že tukaj delamo to konferenco, rabimo keynote speakerja, uvodnega predavatelja. Pa so rekli, kdo je Premji, ki je direktor Wipro kompjuterske firme. In je naredil govor, koliko zdaj v Jadran, pa je rekel, moj oče je bil profesor, je imel majhno kompjutersko podjetje, 10 ali 15 zaposlenih v Bangalorju, njegov sin je bil pa profesor na Stanfordu, kompjuterji, tako kot Jure Leskovic. In očeta je kam zadela, pa je rekla, dej, kaj pa če bi se ti vrnil, pa bi mojo kompjutersko firmo prevzel. Ona je prevzel, tista firma danes na tisoče zaposlenih, to je tako, kot če mogoče že 10,000, Bangalore ima 5 milijard dohodka od kompjuterjev, Svetovna banka, ves accounting, računovodstvo dela čez Bangalore, če naj, zato, ker so bili 100 let kolonija angleška, znajo perfektno angleško, imajo zelo dobro matematiko v gimnaziji na fakultetah in so zelo poceni delovna sila. No, to je tako, kot če bi se Jure Leskovic vrnil, pa naredil tako firmo kot Bangalore, pa 10,000 Slovencev zaposlil. Potem ena lekcija, to, kar je Alex govoril, Silicon Valley, da se zdaj selijo v Teksas zaradi previsokih davkov, zaradi kriminala, zaradi prevelike regulacije. Sedanja vlada povečuje davke, povečuje regulacije, v 30 letih smo imeli 15 vlad, nimamo konsistentne
gospodarske politike. Če bomo mi tako nadaljevali z slabo klimo za gospodarstvo, bomo težko postali Silicon Valley. In to so lekcije za nas za naprej. Še eno stvar, nekdo je omenil Thomas Alva Edison. Jaz sem mogel spis narediti v gimnaziji o tem in sem citiral samo eno stvar. Sem rekel, Thomas Alva Edison je rekel, 10% tvojega dela je inspiracija, 90% pa respiracija. Ivan Oman je rekel, če hočeš postati Švica, boš tudi malo švicar. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, ima kdo kakšen kratek komentar? Če ne, jaz imam komentarjev zmeraj veliko, ne. Če jaz razumem, prav sem dobil vprašanje. Ne? Torej, prva stvar, Slovenija se trudi ujeti Avstrijo že 150 let. Ne? Tako da pesimističen pogled je še 150 let nam na vrata. Še smo bili Avstrija, ne? Tako da... Pa že takrat smo bili del Avstrije, ne, malo bolj zadaj. Bolj optimističen pogled je, da mi smo že prehiteli 2 države Evropske unije v zadnjem času, Grčijo, Portugalsko, Italijo bomo prehiteli do konca tega desetletja po dodani vrednosti na zaposlenega. Ne. Jaz sem delal par let v Trstu in se pogovarjal z sodelavci v Trstu, ki so mi razlagali, kako so Slovenci hodili tja 8 kavbek obleči, ene čez druge, pa čez mejo švercat, ne. Kako pa danes Tržačani hodijo v Ljubljano šoping. Ne. In svet se spreminja včasih prepočasno, od Slovenije sem prepričan, da bi se lahko razvijala hitreje. Ne? Ampak ta konkreten del, ki ga jaz bolje poznam, je dejansko zares povezan z inovacijami oziroma za high-tech industrijo. In jaz to gledam kot čisto svojo panogo. High-tech industrija v Sloveniji je 2 do 3, mogoče 4% BDP-ja. To je precej več kot v državah Balkana, pa precej manj kot v Izraelu, ne? Pa presenetljivo precej manj kot na Madžarskem, recimo. Ne? Ampak dejstvo je, da v Sloveniji ta industrija obstaja in dejstvo je, da pomembnost te industrije se večja iz leta v leto. Tako da jaz sem optimist, kdaj bomo ratali startup nation, tako kot Izrael, ne, za katerega vemo, da leta 1995 ni imel nobenih startupov, danes pa izvaža 43% visokotehnoloških izdelkov, pa na leto naredi vsaj za 20 milijard exitov podjetij, ki še vedno ostanejo v Izraelu, samo prodajo se drugim. Ne. Verjetno nikoli ne bomo Izrael. Ne. Ampak ne bi bil prevelik pesimist z te stvari. Jaz spremljam ta startup ekosistem že vsaj od leta 2007 naprej. V zadnjih 10 do 15 letih ni bilo na voljo toliko podpor, toliko denarja, toliko zasebnega denarja, ki je po mojem mnenju precej pomembnejši od javnega denarja, in na koncu toliko naprednih idej, ki imajo možnost postati uspešna podjetja. Slovenski ekosistem se je razvil in druge države nam ga tudi zavidajo. A je to odgovor na vaše vprašanje? Torej nekaj optimizma je, čutiti to, priznam. Bom pa še en podatek, včeraj sem imel en podoben sestavek, Jure je bil prisoten. Slovenija vsako leto izvozi 8.000 kadrov in jih uvozi 15.000. Razlika je v tem, da je 8.000 izobraženih in unih, ki se želijo uspeti po svetu, in 15.000 bistveno nižji, torej struktura se nam slabša. Ne? Mi nismo neskončni vir kadrov, ampak ostale države, Hrvaška in podobne, so daleč v slabši situaciji, kot smo mi, kar se kadrov tiče. Ne? Tako da tukaj skrb za kadre, skrb za to, da bodo ljudje prišli do stanovanj, vse te socialne zadeve, je izredno pomembna. Jaz mislim, da smo kar končali, ne? 10 minut, pol ure smo nadoknadili, hvala vam za to. 10 minut smo čestniti, ne? Tako da smo okej, ne? Hvala. No pa hiter, ja. Zdaj sem, da se ne bom hvalil, da smo da smo... Se upravičujem. Sara je moje ime. Bolj kot vprašanje imam komentar. V bistvu, gospod Aleksandar, jaz se po 18 letih v New Yorku vračam v Slovenijo z družino februarja, malo kasneje tudi več o tem. Kje se Slovenija vidi v tej ravnovesju med iskanjem načinov, kako se približamo tele Silicon Valley, pa dejstvo, da ima Slovenija še vedno dokaj visok standard življenja. Tudi zaradi tega smo se v Slovenijo vrnili. Ker kot vemo, recimo, ja, nižanje davkov se industrija seli iz Kalifornije ven zaradi politike, zaradi višanja davkov, ampak to ima posledice. Brezdomstvo je posledica tega mismanagementa kapitala.
da se ne skrbi za svoje ljudi, je to v Ameriki že dosti znano. Ljudje tam smo le številka. In ko pride do inovacije, res me zanima, kje se Slovenija vidi med temo socialno odgovornostjo, ki jo še ima, pa nadaljni razvoj industrije. Kakšen odgovor? Tista neprepovedana beseda, politika, a ne, mislim, mislim, da vsi tukaj želimo nekaj ustvarjati, vleči naprej. Upam, da nam boste tudi vi pomagali in porivali od zadaj, tako da samo to lahko rečem. Ja, hvala lepa. Aha. Ja, gospa, jaz nisem ekspert za Slovenijo, jaz sem tukaj samo danes povedal, zakaj ima Sicilijeva dolina tako visoko dodano vrednost. Glede te bolj večje politične zadeve, nažalost, ne vem, jaz sam povem, zakaj ima Sicilijeva dolina visoko dodano vrednost. Ena reč v Sloveniji, ki jo tudi nismo omenjali, ne, je kultura. Ne. Mi kulturo, recimo kakšna je naša plačna politika, saj za to ni kriva nobena vlada. Si predstavljate, da vi enemu, da bi direktor inštituta Jožef Štefan dali 20 000 evrov plača na mesec, pa mu kupili hišo, ne? Koliko časa bi še bil direktor, če ga ne bi premlatili na cesti, kje, ne? Nima veze s politiko to, ne? Ta kultura slovenska je nažalost te plačne politike obdavčene. Jaz se spomnim začetka obdavčene, od začetka Slovenije, ko mi je en znan slovenski ekonomist govoril, imamo previsoke plače, treba jih obdavčiti. In sva se kregala ne vem koliko ur, igrala sva košarko, potem sva se pa v garderobi ne vem koliko ur kregala. Jaz sem govoril, ne obdavčiti plače, obdavčite izdelke, pobirite drugje, ne v plačah. Ne, previsoke so plače, treba obdavčiti plače. In ta politika se pol nikoli ne neha. To ne moreš kar vzeti. To ni tako enostavno. To vlada lahko pade zaradi nespametne politike na tem področju. Mislim, politike, nikakršne politike. Ne? Tako da tu imamo mi v glavah ta kulturni moment, je izjemno težak in mlada generacija ga bo prebila, ne? Verjetno. Naša generacija ga pa ne bo. Preveč je ruralnega razmišljanja, premalo imamo urbanega razmišljanja, ne, in podobno. Tako da tako živimo, ne. Taki smo, ampak sej se premikajo stvari, jaz se strinjam, dajmo, nismo samo pesimisti, dajmo biti pesimisti, optimisti, lahko naredimo marsikaj, sam narediti treba, ne. Ne, tako je. Ampak, kot sem rekel, moja generacija je pa vse. Jaz bi imel še eno vprašanje, Ja. gospod Majo. Ja, izvolj. Smo malo zavlekli. Lep pozdrav, moje ime je Mastnak Peter, sem solastnik podjetja Blue Tracker. Ukvarjamo se z razvojem trackerjev za vzdržni ribolov in smo v enem procesu, tale zadnje predavanje mi je sprožilo eno misel, ker ste govorila glede kazalnikov inovativnosti in smo v procesu prodaje, delne prodaje podjetja. In seveda pride do tega, mi veliko vlagamo R&D, ne, imamo svoj razvoj elektronike, vlagamo R&D in prihaja seveda zdaj, ko ocenjuješ enterprise value podjetja, se gleda EBITDA, gleda se veliko pristopov, seveda imaš, kako zdaj oceniš ta enterprise value in imaš kapitalizirano, nekapitalizirano EBITDA, imaš te standarde accountinga, bla, 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 ampak potem pridejo podjetja in seveda oni hočejo, rečejo, kjer ga bomo pa zdaj vzeli, ne, kjero EBITDA, ne, koliko recimo 10, 20, 30 kratnik EBITDA, ne, ampak katere, ne, kapitalizirane, nakapitalizirane in pol imam pač ene prijatelje tudi iz Amerike, ki prodajo podjetje, tam gledajo, upoštevajo, ne, če si kapitalizirajo EBITDA in rečejo, evo, 20 kratnik te EBITDA, tukaj v našem primeru je zdaj se malo borimo glede tega, vi, ko ste v tem podjetju Bain & Company, me zanima, kakva je bila pri vseh teh mergerjih, kakva je praksa, ali je razlika po državah, ali velikrat upoštevajo to, če so si kapitalizirali R&D. Mogoče malo detailed vprašanje, ampak splošno, gore me zanima.
Ja, najprej čestitam, da ste v postopku prodaje svojega podjetja. To je sigurno zelo pomemben moment za vas trenutno in ja, nažalost ta postopek vedno zahteva tudi malo bojevanja glede evaluacije. Zdaj seveda, da enega zlatega standarda ni. Ti večkratniki se razlikujejo od industrije do industrije. Glede na to, kar ste povedali, da delate vi, bi pričakovala, da je ta večkratnik nadpovprečen. Ampak ja, definitivno se lahko kasneje tudi pogovoriva bolj specifično o vašem primeru, ampak bi rekla, da če ste v tem postopku in še zmeraj lahko pokažete, bi rekla, uspešnost vašega podjetja, da lahko morda ta dva kazalnika, o katerih sem danes govorila, tudi na hitro zračunate in jim pokažete. In tudi s tem lahko probate dobiti višjo valuacijo. Ampak ja, nažalost se razlikuje res od primera do primera in veliko stvari pride v to računico noter. Ja. Hvala. Mislim, da se vidva lahko direktno potem še detajle pomenta. Jaz bom še enkrat zaključil sekcijo, tako da mi je dvakrat dovoljeno, da zaključim sekcijo. Hvala lepa za prisotnost. Ja.